Ples je bil že od nekdaj zelo velik del mojega življenja, predvsem preko moje babice, ki je pred leti vodila folklorno skupino v Žerjavu. In potem je bilo na nek način pričakovano, da bom s časom enkrat tudi jaz vstopil v to dejavnost. Vstopil sem vanjo kot plesalec in po enih 7-8 letih delovanja kot plesalec me je pa čisto zanimala širša slika, ne? Kako postaviti koreografijo, kako narediti neko smiselno sosledje nekih plesov, pesmi, glasbe in s tem sporočiti nekaj, ne. Folklorna dejavnost je v bistvu od nastanka pa do danes še na nek način ujeta v krmarjenje med nekim, kako bi rekel, zelo folkskondističnim pristopom ali pa pristopom, ki zagovarja, da govorimo o živem muzeju, a ne, in o poustvarjanju preteklosti. Se mi zdi pa, da v zadnjih desetletjih pa slovenska folklorna dejavnost dela korake naprej. Korake naprej predvsem v smislu tega, da se zaveda, da gre za eno od enakovrednih vej umetnosti in da si s tem dovoli tudi ustvarjati za publiko in se pri tem ne omejevati. Luka Krupivnik je bil rojen v Slovenj Gradcu leta 1995. Srednje šolanje je zaključil na gimnaziji Ravne na Koroškem. Slovenijo je dvakrat zastopal tudi na Unescovem mladinskem forumu v Parizu in drugih mednarodnih konferencah o mladih in za mlade. Diplomiral je iz slovenistike in rusistike ter magistriral iz slovenistike in zgodovine. Zaključuje magistrski študij etnologije in kulturne antropologije ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Vpisan pa je tudi na doktorski študij etnologije, kulturne in socialne antropologije. S folklorno dejavnostjo se je prvič srečal pri folklorni skupini v Črni na Koroškem. Ob začetku študija v Ljubljani se je vključil v akademsko folklorno skupino France Marolt, kasneje pa aktivneje v folklorno skupino Žakut Tine Rožanc. Je avtor različnih odrskih postavitev pri številnih skupinah, hkrati pa deluje tudi z drugimi skupinami po Sloveniji. Leta 2018 je opravil izobraževanje za folklorne koreografe 3. stopnje pri JSKD in z izpitno koreografijo zmagal na 5. tekmovanju parov v ljudskih plesih. Istega leta je postal tudi strokovni spremljevalec srečanj odraslih folklornih skupin pri JSKD. Od leta 2020 do 2022 je bil umetniški vodja akademske folklorne skupine France Marolt, za katero je pripravil različne odmevne koreografije, ki so črpale navdih na področju slovenskega etničnega ozemlja in širše v zamejstvu in izseljenstvu. Študijsko se Luka Krupivnik ukvarja tudi z literarno zapuščino ljubljanskega župana Ivana Hribarja in analizo njegovih še neobjavljenih literarnih del. Z rednimi objavami se posveča predvsem vprašanjem nacionalnih stereotipov v Hribarjevi literaturi in umestitvijo Ivana Hribarja v sistem slovenske literature. Preizkusil se je tudi v literarnem prevodu, in sicer s poslovenjanjem pesnitve ruskega futurista Majakovskega. Kot član strokovne komisije za poezijo je sodeloval pri največjem študentskem literarnem natečaju Rdeča nit. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 2 leti deloval tudi kot prodekan študent. V času študija je gostoval na Inštitutu za slavistiko Univerze Alpe Adria v Celovcu in na Inštitutu za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu. Tam je bil vključen v projekt ERIM, v okviru katerega se je ukvarjal z migracijami na balkanski begunski poti. Leta 2023 je gostoval na Univerzi Deakin v Melbourneu v Avstraliji, kjer je pridobil štipendijo ASEF za raziskovanje slovenske skupnosti v Avstraliji.
Od oktobra 2023 je zaposlen kot mladi raziskovalec na ZRC SAZU na Inštitutu za slovensko narodopisje. Folklorna dejavnost v bistvu združuje tako gledališko kot neko pevsko dejavnost, instrumentalno glasbo. Hkrati je neločljivo povezana s tistim raziskovalnim delom. Ko se znotraj folklorne dejavnosti začnemo ukvarjati z neko odrsko postavitvijo, koreografijo, ki jo večinoma postavljamo koreografije, je vedno v ozadju neka raziskava, nek pregled stanja. In se mi zdi, da od tu izhaja tudi ta neka moja radovednost. Hkrati pa seveda se mi zdi, da delovanje znotraj folklorne skupine pomeni tudi neko skupnost. Če razmišljam, kaj meni pomeni ljubiteljska kultura, v prvi vrsti je to skupnost nekih ljudi, s katerimi ustvarjamo to zgodbo. Povsod, česarkoli sem se lotil, sem vedno jemal to kot nek poskus, da poskusim, da vidim. In zato sem se v tem obdobju, kako bi rekel, odraščanja ali neki, ne vem, preizkusil v toliko različnih stvareh, da potem res najdem nekaj, kjer lahko združim profesionalno in pa tudi tisto, kar čist v meni me zanima in kjer lahko to odkrivam. In to je folklorna dejavnost.